Če je nekaj dokazano dobro, tega ne spreminjaj preveč. Tega načela so se ob prenovi modela 3008 držali pri Peugeotu. Spomnimo, 3008 je v svoji prvi generaciji bil nekoliko večji, bolj družinski križanec, no nato pa je v svoji drugi generaciji nastopil s precej bolj drzno obliko. Druga generacija modela 3008 ni prepričala le z obliko, ampak tudi s tehniko. Nenazadnje, leta 2017 smo jo skupaj z vami izbrali za slovenski avto leta. No, ampak za začetek je tu vseeno nekaj oblikovnih novosti in te so opazne predvsem na maski spredaj. Prednji žarometi zdaj serijsko svetijo v polni LED tehnologiji, no ni pa še matričnih. Potniška kabina je še vedno ena najprijetnejših v tem segmentu. Domiselno oblikovanje in pa premišljena izbira materialov naredijo izkušnjo zelo premijsko. Hvalimo predvsem tele dodatke iz blaga, ki jih najdemo preko celotne širine potniške kabine. In všeč nam je tudi, da je Peugeot ohranil te številne zelo elegantne tipke na sredinski konzoli in ni vse prenesel na dotikanje, pa čeprav je zdaj po prenovi osrednji zaslon nekoliko večjih dimenzij. No, ampak kljub povečanju je osrednji zaslon ohranil popolnoma enake funkcije kot pred prenovo. Še bolj pomembna novost so novi pametni varnostni sistemi. Izpostavljamo predvsem dva. Sistem za ohranjanje položaja vozila na voznem pasu je zdaj sposoben držati položaj vozila točno tam, kamor ga je postavil voznik. Lahko nas drži ob robu, ob črti ali pa na sredini voznega pasu. Sistem je uporaben predvsem takrat, ko je avtocesta zelo ravna in zelo široka, no, ampak to za slovenske avtoceste ne velja prav pogosto. Tako je najbolje, da avtomobilu zaukažemo vožnjo čisto po sredini voznega pasu. Če bomo želeli, da vozi ob robu ali ob črti, bo v zavoju avto takoj začel siliti preveč proti zunanji strani zavoja. Druga zanimiva novost pa je tehnologija nočnega vida, ki skrbi predvsem za večjo varnost ponoči. Ta s pomočjo infrardeče kamere pešce ali pa živali v nočnem času zaznava 200 metrov dlje, kot pa svetijo žarometi. Model 3008 s prenovo prinaša tudi hibridno tehnologijo. Gre za dve različici priključnega hibrida, no ampak ne v primeru našega testnega vozila. Tega poganja 1,5-litrski turbodizelski štirivaljnik, ki svojih 96 kW moči na prednji kolesni par prenaša prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika. Sicer pa so vozne lastnosti tega avtomobila bistveno bolj dinamične od samega karakterja turbodizelskega motorja. Že podvozje je zelo lepo odzivno, krmiljenje je natančno, nekako gre za zelo lepo mešanico lahkotnosti in športnega karakterja. Peugeot se še vedno drži svojega značilnega kokpita, ampak v modelu 3008 je volanski obroč postavljen dovolj visoko, da imam sam odličen vozniški položaj, poleg tega pa tudi dobro vidim na merilnike nad volanskim obročem. Komu bo torej 3008 najbolj ustrezal? Tudi po prenovi ostaja zelo vsestranski avto. Zelo močan je recimo na področjih vozne dinamike, pametne tehnike in, vsaj takšno je naše mnenje, tudi pri videzu. No, ampak nekoliko manj pa je 3008 družinski. Zato imajo pri Peugeotu pripravljeno tudi alternativo 5008.